Dobro večer vsi skupaj. Dobrodošli še enkrat pri tem predavanju o duhovnem boju. Gremo na prosojnice. Upam, da ste imeli vsi dober dan. Skozi ta dan ste bili malce bolj pozorni, če vas hudič skuša in če vas je napadal. In če ste se lahko tako tudi zatekli k Jezusu za njegovo pomoč, kaj ne? No, pa pričnimo danes večer, zato vas prosim, da sklonimo glave za molitev. Oče nebeški, hvala ti za vsakega izmed nas tukaj, za tvoje blagoslove tega dneva. Hvala ti za tvoje varstvo. Oče, prosim te, da sedaj, ko si bomo pogledali to temo duhovnega boja, prosim, pošli nam tvojega svetega duha. Prosim, da nas bo sveti duh napolni naša srca in da boš odprl naše oči in ušesa. Pomagaj nam, da bi lahko videli sporočilo, ki nam ga želiš podati. Zato prosim, da prepričuješ naša srca o vseh nepriznanih grehih, vsakršnih odprtih vratih, ko bomo sedaj imeli predavanje. Te prosim, da spregovoriš našim srcem in nam pomagaš vsakemu individualno, da bi videl kakršnokoli odprta vrata, ki jih imamo, ki jih moramo priznati, ki jih ohranjamo odprta in tako imajo demoni dostop do naših življenj. Prosim te, Gospod, da zapreš ta vrata in da nam daš svobodo od demona. Prosim te, da obkrožiš ta kraj s tvojimi angeli, da bi tvoji sveti angeli pregnali kakršnekoli demone, ki so tu, ki poskušajo motiti, zmesti, zapeljati. Prosim te, Oče, da jih izženeš iz tega kraja v Jezusovem imenu, našega rešitelja. In zahvaljujem se te, Oče, v Jezusovem imenu. Amen. Včeraj smo si pogledali, kako demoni v bistvu nas lahko napadajo in kako to storijo? Po naših mislih, kaj ne? Zakaj nas lahko napadajo? Zaradi odprtih vrat v naših življenjih. In danes si bomo pogledali, kaj v bistvu so ta odprta vrata. Kakšne vrst vrat imamo, ki jih lahko odpiramo, da dovolimo demonom, da prevzamejo nadzor nad našim umom in na koncu, da prevzamejo kontrolo našega telesa. Pogledali si bomo sedaj, kako lahko zapremo ta vrata. Pomembnost zapiranja teh odprtih vrat v našem življenju in kaj so ta vrata. V bistvu bomo to si danes pogledali. Rad bi samo na hitro pregledal diagram, ki smo si ga pogledali včeraj. In to je negativne misli. Iz kje prihajajo negativne misli? Od hudiča in njegovih demonov. Kako imajo dostop do našega življenja z odprtimi vrati? In kakšna odprta vrata? No, to pa bomo danes obravnavali. Ampak kako lahko delujem proti tem odprtim vratom? Oziroma, kako lahko kontriram negativnim mislim, ki jih hudič pošilja vsak dan? Kako se lahko uprem negativnim mislim? Z pozitivnimi mislimi od Boga. Edini način, da to lahko neutraliziramo, te negativne misli, je, da si zapomnimo Božjo besedo, da beremo Božjo besedo, da damo Božjo besedo v naša srca. Če skrijemo Božjo besedo v naša srca, s tem, ko si zapomnimo vrstice, s tem, da preučujemo svetopismo z osebnim bogoslužjem, da preučujemo svetopismo s pridiganjem, z molitvijo, z sklicevanjem na Božje obljube, potem bo Bog neutraliziral te negativne misli v naši. Mnogokrat ugotovimo, da ne moramo premagati negativnih misli v naših umih, da nas prevzamejo te misli našega telesa, je to zato, ker nismo dovolj časa s Božjo besedo. Božja beseda je tista, ki bo neutralizirala te reči. Včeraj smo govorili o tem, kako obsedenost nekako pride kot končni rezultat
večletnih zasvojenosti, sprejemanju negativnih misli v našem življenju, naša srca. Druga stvar, ki bi rad poudaril, pa je to na rdečem, da to ustvarja napačne identitete. Torej, nekako začnemo verovati, da je bolje, da se ubijemo. Za tisti, ki se ukvarjajo recimo z samomorilskimi mislimi. Ker so prijemali te negativne samomorilske misli, je to postalo del njihove identitete. Ko mi dovolimo misli poželenja v naše življenje, potem ustvarjamo lažno identiteto. Da smo oseba poželenja. In to gre v obe smeri. Tudi za heteroseksualce in za homoseksualnost. Homoseksualski pravi, jaz sem se s tem rodil. V bistvu pravi, da imam toliko misli v mojem umu, da nekako sprejemam te in to je postala moja identiteta. Kakršnakoli greh, kakršnakoli lažna identiteta, torej nebiblična identiteta, je v bistvu zato, ker smo sprejeli te misli neprestano vedno znova. In smo se naučili sprejemati te misli. Iz bibličnega vidika nihče ni narejen homoseksualec, ampak imajo travme, morda so gledali filme na televizije, oddaje ali kaj podobnega, dokler te misli niso prišle v njihov in so sprejeli te misli in tako je postala to njihova lažna identiteta. In potem so se odločili in so rekli, s tem sem se rodil. In isto je za kakršnokoli drugo misel ali pa drugo vrsto greha v našem življenju, ki sprejmemo to stvar, kompulzivnost, kompulziven lažnivec. V bistvu samo odpiram svoj in sprejemam skušnjave tega. In čez čas preprosto to dovolim, da to oblikuje moje lažno identiteto. Če se vračam nazaj, torej tu zgoraj zamisli, predstave in fantazije. Ni ravno nujno, da moram dobiti neke misli, da potem preidem v zamisli, predstave in fantazije. Filmi nam zelo pomagajo, da direktno prestopimo v zamisli, predstave in fantazije. To je v bistvu to, kar v bistvu hudič poskuša storiti. Če smo odvisni od filmov ali pa radi gledamo filme in se odpiramo naš za filme, da bodo filmi začeli vtisniti zamisli iz filma v naš In tako bo imel bližnico do naših misli, ko bo preskočil vse te negativne misli in bojo direktno fantazije in predstave. Ali pa recimo, kar vodi v tisti enkratno dejanje, kar pa potem se razvije naprej v navade in zasvojenost. Vem, da sem to delil tudi v eni šoli, kjer me je nek otrok potem zvečer nekaj vprašal. Zanimivo vprašanje. Ko sem podajal, je rekla, torej, če imam misli samomorilnosti in je to potem zamisel in potem enkratno dejanje, kako bom iz tega razvila navado? Zelo zanimivo vprašanje in rad bi vam pokazal, kako to razumeti. Da v bistvu tisto, kar je enkratno dejanje samomora, kako se to začne? Recimo se začnejo rezati. Torej ta kompulzija, da se režejo, recimo roke, in to resnično je v bistvu kot rezultat nečesa. Včasih mi ta kompulzivnost pomaga razumeti, od kje to prihaja med samo konzultacijo. In običajno pri otrocih, ko se režejo, je ta kompulzivnost prihaja iz grozljivk. Gledali so veliko grozljivk in demoni prihajajo direktno v njihova srca in prevzemajo nadzor. Druge reči, ki sem jih videl, so pa bile še tudi veliko stresa doma, ko se starši prepirajo, govorijo o ločitvi in mladi otroci potem začnejo v njihovi misli dajati misli, da je to njihova krivda. Še posebej, če se starša prepirata o otrocih. Ali pa en starš začne kazati na otroka in reče, ti si kriv za tega, ker se prepirava. In potem demoni začnejo otrokom podajati sporočila, misli. Torej to je zelo škodljivo za otroke.
ko se starši prepirajo doma, in še bolj škodljivo, ko govorijo o ločitvi. Zato je tudi hudič napadel družine, ker to uničuje otroke in šibi njihove ume, in demoni lahko tako še bolje škodujejo v njihovih življenjih. Če imate otroke, ki zapuščajo cerkvo, ali imate otroke, ki imajo depresijo ali mentalne bolezni, dober prostor začeti iskati vzrok teh dejanj, dogodkov, je kakšen je bil vaš odnos z vašim partnerjem. To je lahko eden izmed virov, vzrokov, reči, katere otroci doživljajo. Tu vidite nekaj primerov negativnih misli. Ne bom šel v vse detajle tukaj. Hvaležen sem za otroke, zdaj, ker sem šel čez ta seznam, so me preizkusili, ko so prebrali te točke in kaj to pomeni. Kot je recimo na enem piše, mislim, da je bilo dovolj dober sem, oziroma nisem dovolj dober. Kar je ravno obratno. 2 točki. Boljši sem od drugih. Ali pa dovolj dober sem. Torej vprašali so, kako je lahko slaba misel, da nisem dovolj dober in dovolj dober sem. Kako je lahko to slabo? Kar je mišljeno tukaj, da je negativna misel, ko to ustvarja negativni odziv ali pa negativen občutek v srcu. Torej nisem dovolj dober, nekako razumemo to, ampak dovolj dober sem, kar pa pomeni, da ne potrebujem drugega, ne potrebujem Boga v mojem življenju. Dovolj, ne potrebujem Boga, moje življenje je dobro, dovolj dobro. To je nekak kontrast tistega. Dovolj samozadosten sem, nobenega ne potrebujem v mojem življenju. 2 različna značaja se bosta odzvala na nisem dovolj dober in zato bom padel v depresijo, ali drugačna osebnost. In dostikrat sem odkril, da tisti, ki so obsedeni, so dostikrat specifičnega značajskega tipa. To bom kasneje povedal, proti koncu tedna. Ampak neki določeni značaji so, ki tendirajo bolj v depresijo ali pa da so obsedeni. Drugi značajski tipi pa se odzivajo drugače in jih demoni drugače napadejo. Veš kaj? Prebojeval se bom to z mojo močjo in prerinil se bom čez vse to in ne potrebujem Boga. In dovolj dober sem. In to je kontrast. In oba dva sta ekstrema tega, kjer želimo v bistvu biti, ne? Gospod, nisem dovolj dober, ampak Jezus je dovolj dober. Ali pa recimo, ne bi smel razmišljati, da sem dovolj dober, potrebujem Jezusa. Oba dva se morata pomikati proti centru, da potrebujete Jezusa. Ker če je Jezus v mojem življenju, potem lahko živim popolno življenje v Kristusu. To je seznam negativnih misli, viri negativnih misli. Janez 8:44. Vi pa ste od svojega očeta hudiča in hočete uresničevati njegove želje. On je bil od začetka morilec ljudi in ni ostal v resnici, ker v njem ni resnice. Kadar govori laž, govori iz svojega, ker je lažnivec in oče laži. Torej vse negativne misli so v bistvu hudičeve laž, demonov in vedno bodo laži, ki poskušajo ustvarjati lažno identiteto. Vse negativne misli so hudičeve laži, čeprav se nam zdijo resnične, se moramo naučiti jih zavračati. In mnogokrat, ko pomagam ljudem, ko se posvetujem z njimi, pa zakaj tako dolgo traja, in zakaj tako dolgo traja, da se osvobodijo, je zato, ker se ukvarjajo z vsemi temi lažmi, ki so za njih v njihovem življenju tako resnične, kot na primer punca, s katero sem govoril, ki je imela hudo bolečino na srcu. To je bilo resnično. Torej je res težko se srečati z fakti, da je realnost v bistvu laž. Da gre za lažno identiteto in da jaz v bistvu lahko imam zmago skozi to. In všeč mi je dejstvo, da ta megla, ki jo demoni postavijo pred nas, je zelo resnična. Nekateri jo čutijo
In za nekatere so te misli, ki so tako ukoreninjene v njihih glavi, je težko opustiti te laži in to lažno identiteto in je za njih postala realnost v njihovih življenjih. Torej, negativne misli postane laži, ki postane naša prepričanja in ta prepričanja s časom tvorijo lažno identiteto. Zaradi tega pa smo potem nesrečni in nimamo upanja v Božje obljube. Torej, Jezus, kako pa je z Jezusom? Ali se je on ubadal z negativnimi mislimi? Ali je imel on negativne situacije v svojem življenju? Definitivno. Rodil se je neporočeni materi, to je percepcija, za katero so ljudje imeli, da se je Jozef sporočil z Marijo samo zato, ker je bila z otrokom, je noseča, zato da se je poročil. Ni imel biološkega očeta, Jožef ni bil njegov oče, zato ker ona je, nihče ni poznal, kdo je v bistvu zaplodil Marijo, zato so rekli, da nima biološkega očeta. Izkusil je tudi življenje kot begunec v Egiptu. Skušan v puščavi, v boju za predajo očetovi volji se je bojeval in sam in zapuščen strani tistih, ki so mu najbližji, izdan s poljubom, prodan za ceno sužnja in podobno. Tukaj bi lahko bil skušan v vse te reči. Skušan je bil, da zaduši svojo bolečino, situacija se je zdela brezupna in tako so mu ponudili kis, da bi ga spil, da bi otopil to bolečino in to je zavrnil. Težko je dihal, jokal je, zdaj, ker ga je Bog kao zapustil. Tako da lahko si predstavljate, kakšne negativne misli so šle čez njegove misli. Tudi v Getsemaniju, ko je šel križanje, kakšne misli je hudič dajal v njegovo srce. In ko ga Satan preizkuša, recimo v puščavi, in rekel, če si res Božji sin, in mu povzročil njemu, da željo, da se odzove. Jezus je takrat že v srcu vedel, da je on Božji sin. In tukaj prihaja Lucifer, pa je rekel, če si, kar pomeni, dokaži mi, da si Božji sin. Jezus se je ukvarjal z zelo neverjetnimi izkušnjavami, katerih mi nikoli ne bomo razumeli, kako je to občutiti, ker mi nismo Bog. Neprestano ga je Satan skušal, da bi izrabil njegovo božansko moč, namesto da bi se zanašal na očeta. Za nas je nekako to lahko, da se zanašamo na očeta, zdaj, ker nimamo nobene božanske moči in nimamo možnosti, da bi lahko sami sebi pomagali iz situacije. In čist jasno je, ko nadaljujemo naše želje. Ampak Jezus je imel to opcijo, da bi lahko uporabil svoje božanstvo. Torej, največja preizkušnja v Jezusovem življenju je bila, da ni uporabil te božanske narave. Ellen White piše, da ko je bil na križu, vse, kar mu je bilo potrebno narediti, je, da pomižikne z očmi in legije angelov bi prišle in uničile vse tukaj. Tako blizu je bil, da bi lahko vse končal za vse. Ampak ko je še bil na križu in je čutil to bolečino, ni smel pomežikniti, ker če bi to storil, bi že z samo njegovim pogledom, spremembo pogleda, bi angeli takoj voljno prišli in uničili vse. To je bila Jezusova skušnjava. Rad bi vam pokazal nekaj, ko sem nekaj let preučeval Jezusovo življenje, knjigo mi je Bog pokazal, potem, ko sem imel že to izkušnjo z duhovnim bojem, mi je Bog pač pokazal, odprl moje oči za te reči, kako Ellen White v bistvu nam daje indikatore o duhovnem boju. Medtem, ko gremo skozi knjigo Jezusovo življenje, tako vam bom pokazal nekaj citatov. Tukaj govori o Janezu Krstniku, on je v zaporu. In to piše Ellen White. So prišepetavanja demonov mučila njegova duha in se je nad njim zgrinjala senca groznega strahu. Ko je Janez Krstnik bil v zaporu, Božji prerok, ki je bil zvest, so ga demoni še vedno lahko pošiljali misli in mu šepetali misli. Še en citat. Mnogi med Kristusovimi poslušalci, ki so prebivali v Jeruzalemu in so vedeli za zarote poglavarjev proti njemu, so čutili, da jih k njemu priteguje neustavljiva moč. Prepričanje, da je on Božji sin, jim ni dalo miru. Toda Satan je bil pripravljen spodbuditi jih
k dvomu. Tukaj vidimo v bistvu, da v tej množici, ko poslušajo Jezusa, so nekako čutili prepričani, so bili prepričani, potem so pa prišle misli dvoma o tem, kdo je Jezus. Kadar Gospod namerava kaj narediti, Satan spodbudi koga, da temu nasprotuje. In to govori o Marti. Torej, ko Jezus pravi, odstrani kamen, ona pravi, ampak Lazar je že tako dolgo mrtev. In to piše Ellen White. In Jezus pravi, odstranite kamen. Kolikor je le mogoče, pripravite pot za moje delo. Toda sedaj se je razodela Martina svoja glava in častihlepna narava. Ni hotela, da bi ljudi videli razpadajoče truplo. Torej, ona je nasprotovala. In Ellen White piše, da je nasprotovala zaradi tega, ker je Satan dal te misli v njen in da naj nasprotuje. Ta odlomek govori o posvetu Sanhedrinu. Na tem posvetu so bili Kristusovi sovražniki globoko prepričani. Sveti duh je vplival na njihov toda Satan si je prizadeval zagospodovati nad njimi. Predočil jim je škodo, ki so jo utrpeli zaradi Kristusa. In potem je šla v detajle, v vse te misli, ki jih je Satan dal v njih misli v Sanhedrin. In medtem, ko so razmišljali, kaj bojo storili z Jezusom, je Satan prevzel njihov In na koncu piše, sedaj jih je Satan spomnil na vse to. To nam pomaga razumeti, da se v bistvu vsi ukvarjamo z negativnimi mislimi. Gre za to, ali jih sprejmete za svoje, ali pa če jih prepoznate kot in razumete, zakaj se gre. Govorili smo že o negativnih mislih, sedaj pa bomo govorili o odprtih vratih. Podal vam bom nekaj citatov tega v hrepenenju vekov. Kaj so odprta vrata? V Adventist Home piše, Satan ne more vstopiti v brez našega soglasja. Ljudem moramo predstaviti dejstvo, da je Bog poskrbel, da ne bomo skušani več, kot smo sposobni prenesti, ampak da bo z vsako skušnjavo naredil tudi izhod. Če živimo popolnoma za Boga, ne bomo dovolili, da bi se prepustil sebičnim predstavam, mislim. Če bi to povedali drugače, bi lahko rekli negativne misli. Če obstaja kakršenkoli način, s katerim lahko Satan pridobi dostop do bo posejal svoje pleve in ga pustil rasti, dokler ne bo obrodil obilne žetve. Satan v nobenem primeru ne more pridobiti oblasti nad mislimi, besedami in dejanji, če so prostovoljno ne odpremo vrat in ga povabimo naj vstopi. To bo vstopil in s tem, ko bo odstranil dobro seme, posejano v srcu, bo storil, da resnica ne bo imela nobenega učinka. To notri smo torej prebrali, da odpremo vrata. Demoni lahko prevzamejo nadzor nad našim življenjem, naše misli, naša telesa, če odpremo vrata, če dovolimo, da pridejo noter. Si bomo tudi različne kanale, dostope, preko katerih dostopajo. To sicer ni citat, ampak odprta vrata so v bistvu zakonite pravice, to jaz pač razložujem vam. Odprta vrata ali zakonite pravice so znani grehi, ki jih žrtev ni priznala ali zapustila. Hudič je legalističen, in če ste z grehom odprli vrata v svoje življenje, hudič ne bo odšel, dokler zakonita pravica ne preneha, kar se zgodi le s pokorjenjem, opuščanjem in prijetjem Božjega odpuščanja. Potem, ko smo ljudem pomagali razumeti, kako nas demoni napadajo z našimi mislimi, bi jih morali pripraviti, da nam na to zaupajo svoje ozadje in otroštvo, ter proseč Svetega Duha odkriti, kaj so odprta vrata v njihovem življenju. Torej, naslednji korek, če nekomu pomagate, da v bistvu njegove misli niso njegove misli, ampak da so misli, ki jih imajo, da so to od demonov, sedaj želimo razumeti, kako oni lahko dobijo tako močen dostop v naša življenja. To je skozi odprta vrata. Na to bi se jih moralo voditi skozi molitev priznanja in odpovedi grehom in se pri tem sklicevati na resnico, da je Jezus premagal vsakega zla duha. Obstajajo 3 različne vrste odprtih vrat. Podedovana prekletstva, generacijski grehi. Druga so grehi mesa, za obljube, oporišča, trdnjave, ki si jih neprestano ponavljamo. In tretja so okultna vpletenost in čaščenje malikov. Eno ali drugo.
Pogledamo si tudi detajle od vsako od teh treh kategorij. Običajno, ko se posvetujem, oziroma ko se vi pogovarjate s prijateljem, ko podelijo z vami izkušnje, celoten čas molite, da vam Sveti Duh, da vas vodi in da vam da razum, kaj bi se lahko bila odprta vrata v posameznikovem življenju. Želite, da vam iskreno podelijo izkušnje. Ne želite priti z seznamom možnih odprtih vrat? In vas bom spraševal vprašanje za vsakega in vi odgovorite ja ali ne. Ne, to ni dobro. Dobro je, da oni govorijo prosto o svojem življenju. In potem, ko razmišljate o vašem življenju sedaj, vas prosim, da ko gremo čez ta odprta vrata, da razmišljate o vašem življenju. Po vsakem segmentu se bom ustavil, teh odprtih vrat, da lahko razmislimo in si zapišemo. Molil bom in tudi z vas bom dovolil, da individualno to priznate lahko Bogu. Če vas je Bog navdihnil, da mu to priznate. O teh odprtih vratih v vašem življenju iz preteklosti. In na koncu bom zaključil z molitvijo. Torej, po vsaki izmed teh kategorij se bomo ustavili, bomo pokleknili in dal vam bom čas, da priznate in potem, ko boste priznali, bom zaključil z molitvijo. In tako bomo ukazali demonom, da izginejo. Skupaj bomo tukaj sodelovali. Poglejmo si podedovana prekletstva. Nekateri starši in stari starši svoje otroke posvetijo duhu. To se je zgodilo z mojo ženo. Njena babica je bila čarovnica, zdravnica čarovnica. In ker se je ona spoprijateljila z demonom, so demoni zahtevali tudi last oziroma dostop prihodnjih generacij. Saj veste, grehi predstaršev do 3. in 4. kolenja. Ona je odrasla v vsem tem in ona je videla demone v svoji mladosti, tudi sestrične so videle demone, to je za njih bilo normalno. Zlobni duh, ki je prisoten v življenju prednikov, bo pogosto poskušal delati z otroki, ko prednik umre. Grehi staršev so lahko slabosti, s katerimi zli duhovi pritiskajo na otroke. To vse pa piše v 2. Mojzesovi 20. poglavju 5. Ne priklanjaj se jim in jim ne služi, kajti jaz, Gospod, tvoj Bog, sem ljubosumen Bog, ki obiskujem krivdo očetov na sinovih, na tretjih in na četrtih, tistih, ki me sovražijo. Kakršnakoli generacijski grehi, podedovana prekletstva, to se lahko prenaša na naslednje generacije in demoni bodo nadaljevali v bistvu nadlegovati naslednje generacije. V Bibliji imamo mnogo takih grehov, kot primer, Abraham je lažal o svoji ženi in Izak je lagal o svoji ženi. In Jakob je lagal o svojem očetu, Jakobovi sinovi so lagali o Jožefu, ki je bil kao da ubit, Jakobovi sinovi pa so lagali celemu mestu, preden so jih ubili. In hkrati tudi David je grešil seksualni greh z Becebo in potem Amnon, njegov sin je poselil polsestro Tamaro, Absalom je spal z konkubinami od Davida, Salomon je imel mnogo konkubin in žensk. In tako je mnogo dojenčkov umrlo v ognju za Moloha zaradi Salomonovih žensk, ker so bile poganke in malikovalke in tako so žrtvovali otroke. Grehi očetov se prenašajo do naslednjih generacij. Tako po genetski zasnovi in hkrati tudi po demonom, ki prihajajo po otrokih. Torej, če želimo prekiniti ta cikel, moramo moliti in prositi Boga, da on prekine ta krog, to vez, ki se je nekako, kar so demoni se nekako zavezali na družino in grejo vsako družinsko koleno naprej. Preprosta molitev bi izgledala približno takole. Če ugotovimo, da imamo neke generacijske grehe, in najmočnejši v bistvu je, če poznaš, če je šlo za kakršnokoli čarodejstvo v družini, napovedovanje prihodnosti ali karkoli podobnega, potem veste, da so recimo starši imeli kakršnekoli generacijskih grehov, pa naj bo to laganje, prešuštvo, kraja, droge ali karkoli podobnega. Želite moliti, da Bog to vez prekine, da Bog prekine to močno trdnjavo, ki jo ima nad vašo družino in da se to konča v vaši generaciji, ker tega nočete podati naprej v naslednjo generacijo. Ne želimo, da otroki trpijo od teh generacijskih grehov, ki se prenašajo naprej.
recimo na nas. In pogosto, ko se posvetujem z nekom in če imamo sovraštvo, recimo do staršev, ali pa nas to jezi, recimo kako oni živijo njihova življenja, medtem ko se mi spreminjamo, imejte v spominu to, da obstajajo te generacijske grihi, kar pomeni, da zelo verjetno je, da čeprav vi to vidite v njih, da so tudi oni v bistvu žrtve teh preteklih generacij. Zato moramo biti sočutni. Resnično se moramo zavedati, da čeprav te reči, ki jih počnejo, lahko škodujejo nam, ali pa nam kot otrokom, ali pa kot soprogu, moramo to pogledati na njih kot žrtev. In se moramo zavedati, da pretekle generacije pred njimi in še pred njimi, da se v bistvu ta greh stopnjuje, zato ker so odrasli in so to videli, odraščali in to videli. Punce, ki so odrasle recimo v spolno zlorabo, čeprav so jezne s tem, kar se je zgodilo, bodo tudi one odrasle in to še bolj pretiravale. Ali pa bodo odrasle in šle v prostitucijo. Čeprav sovražijo dejstvo, da se je to njim zgodilo, z gledanjem se spreminjamo. To je zakon tudi za dobre stvari, za duhovne reči in hkrati je to zakon tudi za negativne reči. Zato potrebujemo Jezusovo moč, da prekinemo ta vzorec, da se to ne prenaša naprej v generacijah. Zato prosim, pokleknite z menoj in prosil bom, če vas Sveti Duh prepričuje vaše srca, da morate priznati greh, potem morate Jezusa prositi, da prekine to vez, generacijski greh v vašem družini, da bi lahko imeli to tiho molitev. Bom jaz začel z molitvijo na glas in bom dal nekaj minut, da priznate te grehe. Lahko tole preberete kot vzorec, to molitev, samo svoje ime date not in svoj greh. In to priznate Bogu in prosite Jezusa, da prekine to vez. In tako bom na koncu molil. In bomo ukazali demonom, da izginejo. Prosim, pokleknimo skupaj in molimo skupaj. Oče nebeški, prosim te, Gospod, za tvojega svetega duha, da bi bil sedaj z nami. Prosim te, da bi nas tvoj sveti duh bil nad našimi srci, ko bomo nekaj trenutkov v molitvi, osebno, v tišini. Prosim, da se boš ti dotaknil src glede teh generacijskih grehov, ki jih moramo priznati, ki jih moramo predati in te prosi, da ti prekineš te trdnjave sovražnika, te prekletstva v naših življenjih. Oče, prosim, pošli tvojega duha, da bi prepričal našega duha, ko bomo nekaj trenutkov bili v tihi molitvi.
Nebeški Oče, hvala Ti, da si se dotaknil naših src. Hvala, ker si slišal naše molitve, individualno. Ti si želiš, da bi nas osvobodil. In zato, ker smo Ti priznali grehe pred Teboj, osebno, Tebi, in Ti nas osebno pokrivaš z Jezusovo krvjo. Zato te prosim, 1. Janeza 1:9, če pripoznavamo grehe svoje, da si Ti zvest in pravičen, da nam odpustiš vse grehe in nas očistiš sleherne krivice. In hvala Ti, ker si nas očistil v Jezusovem imenu, te prosim, da odženeš te demone, ki so ušli v nas zaradi morda generacijskih grehov in nas morda obdajajo in jemljajo nadzor nad našim umom in telesom. In v Jezusovem imenu naj te hudobni duhovi, ki so posledica generacijskih grehov, ukazujem tem demonom, da grejo. Satan, poberi se in nimaš moči nad nami. Naša srca pripadajo Jezusu. Mi smo predali srca njemu na novo. In Jezus je v naših srcih in on nas bo osvobodil. Hvala Ti, Oče, ker si uslišal našo molitev in to te prosimo v Jezusovem imenu. Amen. Lahko se usedete. Še ena pomembna biblična vrstica za naučiti se na pamet. To je tudi del neke svetopisanske pesmi, ki jo pojemo, 2. Korinčanom 10:3-6. Res živimo v mesu, a se ne bojujemo v skladu z mesom. Orožje našega bojevanja ni meseno, ampak ima v Bogu moč, da podira trdnjave. Podiramo razmisleke in vsakršno visokost, ki se dviga proti spoznanju Boga, in vsako misel podvržemo poslušnosti Kristusu. Pripravljeni smo kaznovati vsako neposlušnost, ko se bo vaša poslušnost dopolnila. Zapomnite se te vrstice in citirajte še posebej ta del, kjer piše, da podira trdnjave in da podira razmisleke, domišljijo in vsakršno visokost, ki se dviga proti spoznanju, vodi k poslušnosti v Kristusu. Dobro, sedaj pa grehi mesa. Grehi mesa. To je nekaj primerov grehov mesa z bibličnimi vrsticami. Imamo jezo, zavist, ponos, ugovarjanje in kriticizem, zagrenjenost, pohlep, upor, apetit, poželenje, prepir, neodpuščanje. Uporaba drog, ki povzročajo zasvojenost, tudi povezan s apetitom, nekatere oblike glasbe in filmov. Vse te reči so lahko grehi mesa. Ena izmed najmočnejših, ki se mi zdi, vedno znova je neodpuščanje. Zato, ker je to resnično težko prepoznati neodpuščanje v svojem življenju. Zato, ker je to tak prikrit greh za nas. In večina ljudi ne živi to našo neodpuščanje, ampak nekako to držimo v sebi. In se ne odzivamo. Morda se na zunanje ne odzivamo, doma ali pa kjerkoli smo, pa bomo to izživeli. In včasih je to nekaj, česar držimo v sebi in ne delimo te reči. Torej gre resnično za take zelo močne, skrite grehe. In to je nekako tudi prva stvar, ki se mi zdi na mislih, še predvsem s kakšnimi ljudmi, ki so bili zlorabljeni ali pa s travmo v življenju ali pa v otroštvu. Neodpuščanje je v bistvu en izmed najmočnejših grehov, ki obstaja tam. To se lahko kaže s tem, da ne odpuščamo sebi, ali pa se to manifestira kot neodpuščanje neki osebi, ki je to storila, kar so pač storili. Sedaj bi vam pokazal še nekaj. Včeraj sem govoril da sem šel skozi duh proroštva in sem iskal imena demonov. Danes bomo šli na hitro skozi njih, ampak rad bi vam pokazal, kakšni vsi demoni so opisani v duhu proroštva. Demon pripredljivosti, to je edin demon, ki je v knjigi Adventist Home. In tule spodaj piše, če se Božji zakon spoštuje, bo demonu pripredljivosti onemogočen pristop do družine in ne bo prišlo do
do nikakršnih ločevanj interesov. Ne bo se dopustilo nikakršnega utojevanja naklonjenosti. Torej, v vsaki družini obstaja ta demon prepira. In če mi kot družina imamo jutranje in večerno bogoslužje, če molimo, če oče, duhovnik družine, moli za otroke, tako kot je to delal Job, potem bo Bog čuval družino in demon prepira ne bo imel sposobnosti, da bi napadal. Razumeti pa moramo, da v vsaki družini, kjerkoli se mož in žena prepirata, to ni zaradi moža in žene, ampak zaradi demona prepira. In prej kot to razumemo in sprejmemo, in morda mnogi izmed nas smo že v zakonu dolgo časa, brez da bi se zavedali, ampak razumeti morate, takoj ko se pričnete prepirati, se morate zavedati in moliti, da vam Bog da moč, da je demon prepira tisti, ki meša te štrene. Zato se moramo tega spomniti. Demon nezmernosti. On nam lahko pomaga oziroma nam da pomoč, da premagamo celo tega groznega demona nezmernosti. Demon nezmernosti. Boste dobili te citate. Ni vam potrebno, da jih slikate. Demon apetita. Tudi ta obstaja. Vse nas napada. In ko opazite, da ne morete kontrolirati apetita, potem verjetno gre za demona apetita. Ko ste recimo odvisni za droge, alkohol, to je demon apetita. Demon sebičnosti, kar opisuje Juda. Če bi hotel odpreti svoje srce Kristusu, da bi Božja milost iz njega pregnala demona sebičnosti, bi lahko tudi Juda postal državljan nebeškega kraljestva. Demon pohlepa, demon ljubosumja, ko govorimo o Savlu. Demon ljubosumja, govori o Savlu, ko je bil ljubosumen na Davida. Vsakič, ko ga je prevzel ta demon, je bil to demon ljubosumja. Demon strasti. To govori o... Še vedno govori o Savlu. To poročilo je prebudilo hudobnega duha jeze, ki je dremal v Savlovih prsih. Torej, dum ljubosumna je vodil v demona strasti ali jeze, demon neprijaznosti. Nekateri, ki trdijo, da so Kristusovi služabniki, že tako dolgo negujejo demona neprijaznosti, da se zdi, da ljubijo neposvečeni element ter uživajo načinu govorjenja, ki ni všečno in draži. To gre lahko za našo slabo navado. Demon zla in krutosti. Tukaj govori o učinku alkohola. Demon histerije in satanskih domišljije. Demon častihlepnosti. Za tiste, ki imamo rasne cilje, ki želimo biti, hočemo postati milijonarji oziroma biljonarji. Ta avto, on je avto, koliko hiš. Demon častihlepnosti. Demon heroze, lazna teologija, tisti, ki imamo problem z problemom lažnega nauka. Zatem je demon hereze, demon uporništva, demon poželenja. Kot sem že rekel, demon poželenja je v oboje smer. Te, ki se ne morejo nadzirati svojega poželenja po seks, ali pa za tiste, ki imajo problem z homoseksualnostjo. Isti demon. Demon sovraštva. Demon ponosa, nečimrnosti, jeze. Tukaj imamo demona ljubosumja. Tukaj je tudi en zanimiv. Sebičnost je demon, čigar ime je legija. Sebičnost.
Ta demon skupaj zbere celo skupino, močno skupino, legijo demonov. Imamo tudi demona tobaka, demona vina. Demon apetita smo že rekli, demon nezmernosti. Preberimo še ta nasvet od Ellen White. Jasno mi je bilo predstavljeno, da mora Božje ljudstvo zavzeti trdno stališče proti uživanju mesa. Ali bi Bog 30 let svojemu ljudstvu podajal sporočilo, da če se želijo imeti čisto kri in jasen da se morajo odpovedati uporabi mesa, če ne bi on želel, da bi upoštevali to sporočilo. Z uporabo mesa se krepi živalska narava in oslabi duhovna narava. Kaj je torej namen uporabe mesne prehrane v našem času, še posebej zastrupljenemu mesu, ki ga vsi jemo, in hkrati tudi nebiblično pripravljeno meso? Če bi radi jedli meso in čisto meso, pejte k košer mesarju. Če jeste od kogarkoli drugega, potem to ni biblično pripravljeno. In zato je to tudi greh. Vsako meso s krvjo, torej vaši sočni zrezki, meso z maščobo, piščanc, ne bi smeli jesti teh stvari. Bi resnično želeli jesti meso, potem bi mogli najti košer mesarja od Judov. Tega v Malaziji ni. V Sloveniji tudi ne. Ker ni Judov. V tej državi, če se resnično želite jesti čisto meso, pojdite in najdite košer mesarja. Sicer ne jeste meso na prav način. Mimogrede pa, v tem času in tej dobi, če jeste meso, to slabi vašo duhovno naravo in nas pripravlja da boste padli v skušnjavo veliko lažje in da to ponavljate vedno znova. In to postane odvisnost in potem kasneje obsedenost. Vse vodi v obsedenost. Odpuščanje, kot sem že rekel, neodpuščanje je eno izmed najmočnejših grehov, ki jih mnogo ljudi, s katerimi se posvetujem, dejansko drži. In prava oblika odpuščanja in molitev, ki jo moramo moliti, če želimo imeti odpuščanje Kristusa, je to, kar je on molil na križu. Luka 23:34. Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Jezus nam je dal primer molitve za odpuščanje. Oče, ni všeč, kar so mi storili, prizadeli so me grozno, Gospod, zlorabili so me, ampak odpusti jim, ne vedo, kaj delajo. Morda so bili sovražni kot agenta, morda so delali zlobne reči, morda so zavestno storili to, kar so storili, ampak v bistvu niso vedeli, da jih je v bistvu vodil Satan. Niso se zavedali globine, s katero so nam povzročali trpljenje, ker sicer morda tega ne bi storili. Zato ne moremo odpustiti z našo močjo. Kristus je bil odvisen od očetove moči, da bi odpustil. Prosite za Kristusovo odpuščanje, tako kot prosimo za Jezusovo vero. Odpuščanje je bilo tako pomembno, da si je Kristus vzel trenutek pred smrtjo na križu, da bi izrekel te besede za naš zgled. Ne glede na to, kako boleč je naš položaj, se nič ne more primerjati s Kristusovim položajem. Ko enkrat izrečemo besede, Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo, bomo občutili olajšanje. Bog nam bo dal to olajšanje našemu srcu. In tudi, če ne, bi morali nadaljevati s to molitvijo, dokler to ne verjamemo, dokler to ne postane del nas. Zapomnite si, ko mi izberemo, da se spopademo z mislimi neodpuščanja, potem oblikujemo to lažno identiteto neodpuščanja. Če želite to premagati, potem morate začeti moliti molitev odpuščanja, dokler to ne postane vaša identiteta, dokler Bog ne stori to, da je to naša identiteta. In to je ena izmed najpomembnejših stvari, ko se posvetujem z ljudmi, da se soočijo s tem. Še enkrat bi nekaj časa preživeli v molitvi, zato vas prosim, če pokleknete z menoj ponovno in če vas Sveti Duh prepričuje vaša srca o odprtih vratih v vašem življenju, vam bom dal malček časa dlje zaradi daljšega spiska grehov mesa in če vaš Sveti Duh prepričuje v srcu en izmed teh grehov,
vas prosim, da jih priznate. In potem, ko jih boste priznali, bom jaz zaključil molitev. In bomo prosili Gospoda, da jih izžene in nas zapustijo. Pokleknimo in molimo. Oče nebeški, še enkrat se ti želim zahvaliti za Jezusovo kri in hvala ti za njegovo smrt na križu, da je plačal ceno za vse naše grehe. Da če izberemo, da se držimo grehov, ki smo jih storili, da je to naša neumnost, to je v našo pogubo. Zato te, Oče, prosim, ta trenutek, da če so demoni, ki nas obdajajo in delajo naše srce trdo, v Jezusovem Kristusovem imenu te prosim, zveži te demone in jim ukaži, da izginejo, da lahko čutimo prepričanje, zaznamo prepričanje Tvojega duha. Gospod, potrebujemo Tvojega duha, da bi zaznali prepričane, ker smo dostkrat sami zavedeni in živimo v lažeh sovražnika. Prosimo te, izženi demone in pošli svoje svete angele sem, da jih preženejo, tako da bomo vsi lahko čutili prepričanje Tvojega svetega duha. Oče, te trenutke izročamo Tebi v Tvoje roke. Prosimo te, pokaži nam grehe mesa, ki bi jih morali priznati Tebi. Nebeški Oče, hvala Ti, da si Ti odgovarjaš na molitve in da si slišal vsako izmed naših molitev in da je Tvoja želja, da bi nas osvobodil.
Hvala ti za obljubo v 1. Janezovi 4:18, kjer si napisal, da v ljubezni ni strahu, temveč popolna ljubezen prežene strah. Strah je namreč povezan s kaznjo in kdor se boji, ni dosegel popolnosti v ljubezni. In mi ga ljubimo, ker nas je on prvi ljubil. Hvala ti, Oče, ker si ti prvi ljubil vsakega izmed nas in hvala ti, Gospod, da ker smo priznali svoje grehe, si nas pokril z Jezusovo krvjo in da si napolni naša srca s tvojo ljubeznijo in tvojim mirom. Oče, še enkrat te prosimo za 1. Janezova 1:9 in se ti zahvaljujemo, da si nam ti oprostil naše grehe in nas očistil sleherne krivičnosti. In hvala ti, ker nas pokrivaš z Jezusovo krvjo. In da zaradi tega v Jezusovem imenu, Oče, te prosimo, da ukažeš demonom, da zapustijo naša srca, da zapustijo in da prekineš to zvezo sovražnika in da uničiš te trdnjave v našem srcu. In v Jezusovem imenu ukazujem vsem demonom, ki so tukaj bili kot posledica grehov mesa. V Jezusovem imenu ukazujem, jih grajam in izganjam. In ne nadlegujte nas več, ker smo priznali in smo sedaj pokriti z Jezusovo krvjo. In on nas je osvobodil vseh vas. V Jezusovem imenu se ti zahvaljujem, Oče, in molimo vse te reči v njegovem imenu. Amen. Lahko se usedete. Sedaj bo kratek premor in upam, da ko smo šli skozi primer tega, da ste se počutite malce lažje sedaj. Ko pripoznavamo grehe, nas Jezus osvobaja bremena in sovražnikovih zvez in bi morali čutiti Božji mir v srcu. Lažje bi se morali počutiti. In ko bomo imeli sedaj odmor, lahko še vedno prosite Jezusa, da spregovarja vašemu srcu, našim vsem srcem, da nas prepričuje, če je še kaj nepriznanih grehov v našem življenju, odprtih vrat, ki jih nismo še priznali. In tako bomo šli v zadnji del, ko bomo govorili o, oprostite, sem se zmotil, torej še obljube in trdnjave, ko se vrnemo in kasneje potem o okultu. Kratke premor, 5 minut, potem pa se vrnemo ob 7:40. Dajmo še na kratko moliti. Oče nebeški, prosim, bodi z nami, osveži naš na tem premoru, pomagaj nam, da bomo lahko imeli naprej tudi koncentracije, da bomo lahko slišali tvoj glas še naprej v seminarju. To te prosimo v Jezusovem imenu. Amen.